Pozdravljeni, Sanja. Počasi čakamo na finalni nastop v oddaji Slovenija ima talent. Uvrstili ste se v finale med prvimi. Kako je bilo čakati? Ker čakanje je bilo malo daljše, je bilo pa tudi več časa za pripravo. Pravzaprav čist prehitro mineva vse skupaj. Če bi to po moje bi trajalo še kakšen mesec, 2, 3, po moje. Vsak dan bi lahko tole prenašala, če je to. Kako ste preživljali ta čas? Vi med drugim ste tudi učiteljica petja, če se ne motim, ne? No ja, v bistvu, če se temu reče učiteljica petja, no ja, pomagam kakšnim punčkam, mladim, ki vejo, da se z glasbo ukvarjam, pa ki so me že slišale in so se mi pač navdušile pri kakšni uri solo petja, no. Ampak to je bolj za zabavo, kot pa neko resno pevsko delo. Če sem si pravilno zapomnil, ste že v kvalifikacijah nastopili s pesmijo Whitney Houston, zdaj pa spet, če se ne motim, ne, na finalu. Čeprav želela sem se nekaj drugega. Ja? In tudi je bilo najprej rečeno, da lahko. Bova povedala, kaj bi bilo to? Vision of Love od Mariah Carey. Še en težek komad, ja? Ker sem rekla, da če pa pridem v finale, to bi v hecu, bom pela pa to, ampak nisem verjela, da se to resnično. Ampak je potem v ponedeljek, v zadnji čas bilo sporočeno, da avtorske pravice za to skladbo ne bomo dobili in smo spremenili potem v Whitney Houston. To ste spremenili tik pred zdajci, da se je bilo... Ponedeljek, ja. Potem je bilo treba zelo hitro se pripraviti, pa mogoče tisti 4 tedni prednosti jih ni bilo, ne? Ne, v bistvu ne, ker sem študirala tiste 4 tedne prednosti Vision of Love in sem jo res do potankosti izpila in sem bila res kar malo razočarana, da se je to zgodilo, ampak sploh ni za to. Zdaj to že pozabljeno, preboleno in zdaj gremo 100% pripravljeni na oder. So se v Tivoli prebili iz ostalih polfinal pričakovani kandidati? Ja. Vsi? Čisto vse razen sebe sem napovedala prav. Super. Ok, najlepša hvala za enkrat. Se slišimo potem po razglasitvi rezultatov. Hvala lepa.